EY Slovenija je 7. decembra 2015 organiziral konferenco o družinskem podjetništvu v sodelovanju z GZS, podjetniško-trgovsko zbornico, na kateri so predstavili knjigo in raziskavo o slovenskih družinskih podjetjih. EY Slovenija je del mednarodnega podjetja, ki je prisotno po celem svetu, ima preko 220 tisoč zaposlenih. Kot globalno podjetje smo zavezani k promociji podjetništva in tudi v Sloveniji smo pripravili poseben projekt, ki ga organiziramo vsako leto. Namreč izdamo knjigo z 10 dobrimi praksami družinskih podjetij in to knjigo v slovenščini in angleščini poskušamo predstaviti čim širši javnosti. Tudi letos smo pripravili knjigo z 10 zgodbami, prav tako pa smo letos naredili raziskavo namenjeno razumevanju družinskih podjetij, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Kaj je cilj tega projekta? Cilj projekta je dejansko promocija družinskega podjetništva, ki je, kot vemo, v svoji najboljši obliki oblika podjetništva, ki je usmerjena na dolgi rok, ki je trajnostno naravnana in zato menimo, da si tudi v slovenskem prostoru zasluži več pozornosti. Na dogodku so se udeleženci najprej seznanili z rezultati najnovejše raziskave med 350 slovenskimi družinskimi podjetji, ki jo je pripravil EY Slovenija v sodelovanju z Ljubljansko ekonomsko fakulteto. Družinska podjetja predstavljajo velik del slovenskega gospodarstva, zelo pomemben del, saj ustvarjajo nova delovna mesta in jih tudi ohranjajo in so tudi nek vrste porok za dolgoročno stabilnost gospodarstva. Kaj je bil namen raziskave o družinskem podjetništvu? Kot vodilno svetovalno podjetje, ki sodeluje z družinskimi podjetji, smo želeli prispevati k prepoznavnosti družinskih podjetij v Sloveniji in hkrati tudi orisati glavne značilnosti družinskih podjetij. Zato smo šli v sodelovanje z Ekonomsko fakulteto in smo, se mi zdi, vse to skupaj lepo dosegli. Kaj so pokazali rezultati vaše raziskave? Kar se tiče lastništva družinskih podjetij, je zelo zanimiv podatek, da je skoraj 60% družinskih podjetij trenutno v lasti prve generacije, torej generacije, ki je začela z družinskim podjetjem. Na to je približno 30% podjetij, ki so v lasti druge generacije in samo majhen odstotek družinskih podjetij je trenutno v lasti tretje ali kasnejše generacije v družini, kar v bistvu kaže na to, da bo zelo pomemben element v prihodnjih obdobjih pravočasno in pravilno načrtovanje nasledstva. Gostja iz EY Avstrija je predstavila avstrijske izkušnje pri načrtovanju nasledstva v družinskem podjetju in pripravi družinske ustave. To successfully transfer a family business is to not only develop your business, you also develop your family. And developing your family means to care about the next generation planning. And the family constitution is that you make sure that you communicate and talk about what is your family agenda. Osrednji del dogodka je bil pogovor s predstavniki nekaterih uspešnih družinskih podjetij, katerih zgodbe so predstavljene v knjigi Družinsko podjetništvo v Sloveniji 2015. Na zanimiv način so spregovorili o svojih izkušnjah in izzivih, s katerimi se srečujejo na svojih poslovnih poteh. Vaše podjetje je trenutno najbolj poznano v povezavi z Expom. V Milanu smo zgradili slovenski paviljon za Expo, svetovno razstavo, in na to smo res zelo ponosni. Kako je bilo z začetki vašega podjetja? V knjigi so zapisali, da ste kar precej premoženja vložili v podjetje oziroma se zadolžili za to, da je zrasla taka firma. Pravzaprav gre ta zasluga mojim staršem, ne meni. Predvsem oče je dejansko verjel v svojo idejo, da jo bo enkrat uspešno realiziral in zato je tudi dejansko zastavil se svoje premoženje in zaradi tega je to zapisano v naš DNK in na to smo zelo ponosni. Ste tudi odličen alpinist. Kje so tu paralele s podjetništvom? Ja, oboje tretiram kot ekstremni šport, kot zelo nevaren ekstremni šport, seveda pa je alpinizem popolnoma drugačno zaznavanje narave, ampak tudi podjetništvo je na drugi strani spoštovanje naravnih zakonov, če hočemo, da je podjetnik na koncu uspešen. Lumar, v nekaj besedah. Najboljše hiše. Za podjetništvo so se odločila v
za začetek leta 1989. Leta 1990 smo začeli s podjetništvom. Bila sva brez kapitala, nekako sva tisti 201, ki spravila skupaj. Nekaj malega sva si od prijatelja sposodila in sva odprla avtošolo, eno prvih v Sloveniji. In še danes zelo dobro delamo. Kako je v družini, kjer je 5. otrok, podjetje? Fajn, veliko se pogovarjamo v službi, ne mine dan, da se ne pogovarjali na dopustu, pri kosilu, čez cel dan. Pri vas delate slovensko protokolarno darilo, kaj je to? Ja, fige Prešernove, silno poznano in ideja dr. Janeza Bogataja, pa seveda potem nadaljevanje v našem čokoladnem ateljeju. V podjetju imate krasno ime Čokobabi, se že najmlajša generacija kaj vključuje? Sin ima torej svojega sina, mojega vnuka, ki bo vsak čas star 10 let in mislim, da je on pravi naslednik. Letos je po spletu naročil modelčke, me prosil, da mu pokažem, kako se vlivajo, napravil čokoladice, se postavil pred našo kavarno, si napravil majhno trgovino in prodajal. V vašem podjetju je prenos z očeta na sina že potekal oziroma potekal. Kako se je to zgodilo? To je bilo pred dobrimi 5 leti, ko je oče šel v penzijo, v pokoj in takrat smo naredili ta prenos. Nekako smo se dogovorili, kaj bom jaz pokrival, katere funkcije. Večinoma tistih, ki sem jih že sicer prej pokrival, razvoj, prodajo, servis, proizvodnjo. Medtem ko določene naloge, kar se tiče bolj financ in določenih kadrov, je pa še želel oče obdržati. Za vaše podjetje je značilen en poseben dizajn. Mi res veliko vlagamo v dizajn naših naprav, zato že dobrih 20 let sodelujemo s profesor Smrdeljem, ki je priznan industrijski oblikovalec v Sloveniji. Vi ste podjetje že predali naslednji generaciji. Kako je to potekalo? Ja, glejte, imam 3 hčerje in 3 zete in 7 vnukov, tako da je tudi za 3. generacijo že poskrbljeno. Moram reči, da sem prvo razmišljal, da bi dal ustvariti samo te 3 hčere. Ampak potem sem razmišljal, da je pa treba vseeno vključiti tudi njihove može in dejansko delajo vseh 6 dela v podjetju. Naredili smo si dobesedno nekih 10 pravil ali pa božjih zapovedi, po katerem se ne ravnajo in smo rekli, naj bo eno timsko vodenje tega podjetja. Sem pa zadnjič doživel eno krasno izjavo, kjer je vnuk že na glas rekel, dedi, jaz pa hočem tudi delati v tem podjetju. V knjigi je zapisano, da imajo vsi Lotriči 2 družini, se pravi, je res vsa vaša družina vpeta v družinsko podjetje? Predvsem gre za to, da je treba tudi v podjetju zgraditi družinske vrednote. Takrat, ko se srečamo, se veliko pogovarjamo o družinskih razmerjih, če ne rečemo je ravno ustava, ampak o razmerjih znotraj podjetja. Kdo je odgovoren, kdo si želi biti v podjetju in kdo želi sprejemati določene odgovornosti oziroma vodstvenega položaja. Kako se podjetja odzivajo na to raziskavo oziroma predstavitev? Zelo dobro, nekako je tako dogodek okoli knjige, kot tudi sama raziskava sta doživela, bom rekla, dober odziv. Podjetja rada sodelujejo in na nek način predstavljajo svoje dobre prakse in svoje zgodbe, tako da smo zelo zadovoljni, kako vse skupaj poteka. Dogodek je uspel zelo dobro, vzdušje je bilo sproščeno, tako da mislim, da je v popolnosti uspel.